Letni koncert mešanega pevskega zbora Pomlad iz Novega mesta je bil tokrat še nekaj bolj posebnega. Razlog? Slovo njihovega zborovodje Fernanda Mejijasa, Argentinca po rodu, ki je zbor prevzel pred 11 leti. Nepopisno super občutki so. Nekatere stvari so bile po planu izpeljane, nekatere pa ne. Tako da vse, kar je bilo presenečenje, zame je bilo res super. Težko bi opisal, ampak nisem pričakoval, da bo toliko lepo, da bo toliko ljudi prišlo na naš koncert, da bo toliko bivših pomladnikov, tako da res super, fantastično. Zdaj trenutno jih najbrž še nismo zbrali, ampak koncert kot tak je super uspel. Čustvena nota je bila prisotna, jasno po tolikem času sodelovanja, po 11 letih je težko pričakovati kaj drugega, ampak se razhajamo na en tak zelo prijateljski način. Nova zborovodkinja je že tukaj, bo pa stopila zagotovo v velike čevlje, ampak mi verjamemo vanjo, verjamemo, da je pravi izbor. Mejijas je sicer v Slovenijo prišel pred 14 leti, levji delež te dobe pa je preživel prav kot vodja pomladi, z lepimi spomini. Ja, imam zelo veliko dobrih spominov, zelo veliko, iz musikalnega pa tako prijateljskega vidika tudi. Ta skupna pot naša je bila dolga, 11 let in v tem obdobju smo veliko potovali, veliko tekmovali, gostovali in veliko skladb se naučili in izvajali. Tako da imam zelo veliko spominov in 99% teh spominov je dobrih, lepih, krasnih. Sicer pa so člani zbora za svojega odhajajočega zborovodja pripravili lepo presenečenje, saj so se na koncu na odri zbrali vsi, tudi nekdanji člani zbora in mu zapeli v slovo. Zame je bilo to veliko presenečenje, super občutek, zato ker na nek način to dokaže, da vsi pevci se me dobro spomnijo, da je en določen super feeling med nami, ne samo z današnjimi, ampak z vsemi, ki so sodelovali skozi teh 11 let. Tako da res imam bi se rad samo zahvalil, ker je bilo res fantastično. Pomlad pa bo že prihodnje leto proslavljala lep jubilej z novo zborovodkinjo na čelu. Prva stvar, ki nas čaka, je zdaj tekmovanje, sozvočen, potem pa velike priprave na 20. obletnico, ki jo praznujemo v naslednjem letu. Na tokratnem koncertu v Kulturnem centru Janeza Trdine so pomladniki sicer predstavili presek repertoarja, ki so se ga naučili pod Mejijasovo taktirko. Danes smo poskusili predstaviti približno vse zvrsti glase, ki jih obvladamo oziroma ki jih izvajamo, ki smo jih izvajali skozi teh 11 let, od sakralne muzike na začetku do ljudskih pesmi, slovenskih ljudskih pesmi, pa do črnskih duhovn, pa še par skladb od našega cikla Pomlad. Tako da zelo pisan repertoar in upam, da je ljudem bilo všeč. Eden glavnih ciljev pomladi pa je tudi povezovanje z ostalimi zbori, nekaj, kar jim več kot uspeva že od njihovih začetkov. Vse skupaj je nastalo iz tega, celotni ta cikel je nastal iz povezovanja pod enim samim zborom, na kar je to se izkazalo kot super ideja. Nadaljujemo tudi v prihodnosti s tem, že v novembru oziroma začetku decembra k nam prihaja mešani pevski zbor Vrtojba. Pomladnik pa ne more biti kar vsak. Pomladnik je tisti, ki ima zelo rad glasbo, tisti, ki ima občutek do timskega dela, za timsko delo. Pomladnik je tisti, ki uživa bodisi na odru med izvajanjem glasbe in tudi izven odra oziroma ko se sami družimo in klepetamo in se fajn imamo. Tako da skratka pomladnik je tisti, ki ima feeling do vse teh stvari, se pravi glase in prijateljstva tudi. Pomladnik vsekakor mora biti prijazen, dosleden, spoštljiv do drugega sopomladnika, do drugih ljudi. Enostavno smo prijatelji, smo ekipa in to je tisto, kar nas žene naprej. Poslanstvo pomladi tako ostaja razvijati ljubezen do petja, širiti pozitivne življenjske vrednote med člani društva in navzven, ter uveljavljati in predstavljati kakovostno zborovsko petje kot pomemben del kulture in gibalo družbenega razvoja.